O dvojezičnih napisih, predpisih in podnapisih, čeprav to zadnje sem si izmislila, na avstrijskem Koroškem komentar dneva Matjaž Hanžek. Aus den zweisprachige und Napisung, das Matjaž Hanžek Kommentarung viel. Kaj si predstavljate ob tej sliki? Ali pa ob tej? Vneti, pa tudi manj vneti zagovornike pravice slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem se takoj spomnijo pokojnega koroškega deželnega glavarja Hajdarja. Lahko na izust naštejo množico njegovih poskusov, kako manjšini preprečiti, da bi uživala tiste osnovne pravice, ki grejo tako po avstrijskih in evropskih pravnih normah kot etičnih standardih. Spomnimo se bojo podiranja dvojezičnih napisov, prištevanja krajev, katerim napisi pripadajo in katerim ne. Spomnili pa se bojo tudi manipulacij s poskusi ustavnega zakona, ki bi zaobšel odločbo avstrijskega ustavnega sodišča. Mimogrede, to Hajdarjevo manipulacijo je takratna slovenska vlada podprla. Na srečo koroški Slovenci in avstrijski socialdemokrati na njo niso pristali. Najbrž se spominjajo tudi Hajdarjevega neuspešnega poskusa z referendumom o dvojezičnih napisih. In na koncu mi bojo zanesljivo pritrdili, da je na sliki prikazana rešitev ponižujoča do manjšine. Manjši slovenski napisi od nemškega že nadaleč kaže na podrejenost manjšine, ki neki ljubeznivi rasisti odrejajo skromen prostorček v skritem in neupadljivem kotu človekovih pravic. Ali kot je dejal takratni avstrijski kancler, dodatne slovenske table, ki bi bile dodane enojezičnim, niso ustrezne, saj mora biti dvojezičnost zagotovljena na enakovreden in nezapostavljen način. Mene pa poleg prej omenjenega na sliki spominjate še na marsikaj drugega, in sicer na domačo razumevanje pravic manjšin, ki ni drugačna od heimatdienstovske. Vse prej omenjene aktivnosti lahko v čisti obliki najdemo pri nas doma, istospolnim nestrpneži priznavajo pravico do življenja, a ne naj se ne kažejo v javnosti in s tem izzivajo, bi dodali. Izbrisanim bi z ustavnim zakonom izigrali odločbo ustavnega sodišča. Če muslimani že morajo imeti svoj verski center, pa bi jim porezali minaret, da ne bi provociral v čisti slovenski vodi oprane čistunske duše, kar me zelo spominja na napise, ki smo jih prej pogledali. Zraven bi pritaknili še referendum kot najvišjo voljo ljudskih množic. Če taka razmišljanja nestrpnežev še nekako prenašam pri navadnih ljudeh, pa tega ne morem sprejeti, ko jih izrekajo najvišji politiki. Nad prejšnjo oblastjo sem že obupal. Upal sem, da se bo vsaj politika, ki se ima za socialdemokratsko, vzdržala podpore rasistom. A me je predsednik vlade Pahor postavil na realna tla. Muslimanski center da, ne more pa biti takšen, da bi svojo podobo izzival nestrpnost tistih, ki mu nasprotujejo, je dejal. Torej naj bi ustrezal tistim, ki imajo pomisleke, na kratko rasistom. S to izjavo se je Pahor tudi pri razumevanju pravic manjšin izenačil s svojim predhodnikom. Zakaj hudiča smo sploh imeli volitve?